Hvala lepa, lepo pozdravljeni. Stanje v UKC Ljubljana je kritično. UKC Ljubljana je letos pridelal že 30 milijonov evrov izgube. To je znak za alarm. Kot poudarjamo v Novi Sloveniji, ključni problem slovenskega zdravstva je slabo in neučinkovito upravljanje javnih zdravstvenih zavodov. Najvišji delež prihodkov UKC Ljubljana izhaja iz programov akutne bolnišnične obravnave. Podatki ZZZS kažejo, da je v prvi polovici letošnjega leta UKC Ljubljana iz tega naslova beležil prihodkov v višini 306 milijonov evrov. To je za desetino več kot lani in za 33%, torej za tretjino več kot v istem obdobju leta 2019. Kar pa je ključno, UKC Ljubljana je za več denarja opravil manj storitev. V letu 2019 je UKC Ljubljana opravil 177 tisoč storitev akutne bolnišnične obravnave, leta 2022 pa zgolj 169 tisoč. Tudi letošnja realizacija za zastavljenim planom zaostaja za 6,1%. Povsem drugačna zgodba pa je v UKC Maribor, kjer za 4,6% presegajo predvideni program. Beležijo tudi 3,3 milijona presežka v prvih 9 mesecih letošnjega leta. V Novi Sloveniji nas skrbi, ker iz podatkov izhaja, da UKC Ljubljana ni uspešno opravil dogovorjenih in planiranih zdravstvenih storitev. Pacienti pa čakajo. Del izgube prihaja tudi iz tega naslova, je pa normalno, če delo ni opravljeno, tudi ni plačano. UKC Maribor pa dokazuje, da se da. Letos beležijo že 3,3 milijona evrov presežka, pri čemer je prihodke povečal za 12,4%. Odhodki pa so zrasli le za 9,5%. Stroške torej učinkovito obvladujejo, presegajo tudi zastavljeni plan. Se pravi, delajo in iz tega naslova so tudi rezultati. V Novi Sloveniji pa želimo opozoriti tudi na dvojna merila. Na skupni seji KNJF in odbora za zdravstvo zato pričakujemo jasne odgovore pristojnih. V UKC Ljubljana je septembra lani po letu in pol na položaju generalnega direktorja odstopil Jože Golobič. Takratni minister za zdravje Danijel Bešič Loredan mu je očital slabe poslovne rezultate, zamujene roke pri obnovi stavb in podaljševanje čakalnih dob. Še predtem je bil takoj po nastopu aktualne vlade zamenjan tudi svet UKC Ljubljana, kjer naj bi imel zavod slabe finančne rezultate. To je bil glavni očitek. Na drugi strani pa UKC Maribor posluje pozitivno in s presežkom. Generalni direktor Anton Crnjac pa je po hudih pritiskih moral odstopiti. Zamenjal ga je direktor Vojko Flis, ki pa je tesno povezan z Gibanjem Svoboda. V Novi Sloveniji se sprašujemo, ali ima aktualna vlada dvojna merila. Kdo bo prevzel odgovornost in koga bo vlada zamenjala sedaj, ko UKC Ljubljana beleži 30 milijonsko izgubo? Očitno je, da novo nastavljeno vodstvo in nov svet UKC Ljubljana v zadnjem letu svojega dela ne zmorejo upravljati in obvladovati poslovanje naše največje bolnišnice v Sloveniji. Letošnja 8-mesečna izguba je že sedaj višja od lanske, celoletne, ki je znašala 26 milijonov evrov. V Novi Sloveniji smo prepričani, da je potrebno upravljanje javnih zdravstvenih zavodov izboljšati. UKC Maribor in številne druge bolnišnice po Sloveniji dokazujejo, da je ključna dobra organizacija in učinkovito upravljanje. V Novi Sloveniji zato ponovno predlagamo, da se vzpostavi pilotni projekt v eni izmed slovenskih bolnišnic, katero določi lahko vlada. Organizirali bi jih po načelu gospodarskih družb, poslovala pa bi neprofitno. Na podoben način imajo urejeno upravljanje bolnišnic na avstrijskem Koroškem
In model organiziranosti daje dobre rezultate. Tako strani poslovanja, kot tudi strani dostopa bolnikov in pacientom do storitev. Se pravi, nedaleč stran od nas imamo model, ki deluje. Zato še enkrat v Novi Sloveniji predlagamo, da se ta model pilotno prenese tudi v eno izmed slovenskih bolnišnic. In res, če nekaj deluje v Avstriji, ne vemo, zakaj ne bi delovalo tudi v Sloveniji. Sklican seje seveda smo pripravili tudi 4 sklepe, o katerih bo potekala razprava na omenjeni seji komisije. Grejo pa v smer, da se pripravi analiza vzrokov za izgubo v UKC Ljubljana, da se naredi celovito neodvisno revizijo poslovanja, tako na prihodkovni kot tudi na odhodkovni strani, da se pripravi sanacijski program ukrepov na prihodkovni in odhodkovni strani in seveda, da Računsko sodišče do vzpostavitve pozitivnega poslovanja izvaja letni nadzor nad poslovanjem UKC Ljubljana. To so 4 sklepi, seveda, o katerih naj bo potekala tudi razprava in pričakujemo, da bomo dobili tudi podatke strani tistih, ki to stvar spremljajo in so dolžni nadzirati. Hvala. Me pa samo zanima, kako komentirate pojasnila UKC-ja za ta primanjkljaj, s katerim je bilo po navedbah Juga zadovoljno tudi Ministrstvo za zdravje. Glejte, kar se tiče samega poslovanja in seveda tudi ZZZS-ja, jaz mislim, da je ZZZS dal zelo dober odgovor tudi direktorju UKC-ja nazaj, da je potrebno seveda učinkovito upravljati sam zavod. Bi pa samo opozorila, da podatki, po katerih smo mi tudi izhajali za današnjo ali za ta sklic seje, kažejo, da enostavno niso opravili programa, katerega so imeli dodeljenega in iz tega zagotovo izhaja tudi en del izgube. Kaj pa mogoče kako komentirate Jugovo navedbo, da UKC lahko zmanjša primanjkljaj, če pa seveda ukinejo najbolj zahtevne storitve? Kako bi to komentirali? UKC Ljubljana je zagotovo naša največja bolnišnica, ki zagotavlja dostopnost, vsi plačujemo zdravstvene prispevke od svojih plač in jaz mislim, da kot največja bolnišnica morajo izvajati tudi zahtevne storitve, da pa imajo možnost, da upravljajo pozitivno neizmerno in seveda iz tega vidika, ne samo kot predsednik uprave, ampak tudi nadzorni svet, pa so dolžni, da njihovo poslovanje je pozitivno in so dolžni, da pregledajo, kje stvari strižejo, kje stvari ne grejo. Prepričana pa sem, da takih najzahtevnejših posegov v Sloveniji ni tako veliko, da bi tako močno vplival na trenuten negativni izid poslovanja v prvih 8 mesecih, ko je skoraj 30 milijonski. Kaj prispevajo te obnove, gradnje, premeščanje, zmanjšujejo se oddelki in postelje zaradi preseljevanja, gotovo to vpliva tudi na izid poslovanja. Zagotovo v enem delu, pa vendarle vodstvo je tisto, ki je odgovorno za poslovanje, kako bo tudi delo organizirano, koliko kadrov bojo dobili, kje bojo te kadre dobili, zato je to vodstvo in seveda tudi nov nadzorni svet, ki so zato so zadolženi, tako kot v ostalih podjetjih, morajo gledati, da se zadeve, kar se da, dobro peljajo, predvsem pa tudi, da bolniki imajo pravico in dostop do storitev. Trenutno imamo izgubo v UKC Ljubljana in hkrati tudi čakalne vrste. Tako da tukaj zadeve se kažejo mogoče na kakšno drugačen pristop vodenja. Kaj pa to, da so mnogi programi podplačani, to se kaže transplantacija srca, kjer je UKC skoraj da, mislim, da prvi na svetu procentualno po transplantacijah, v bistvu je, ne vem, dobijo veliko manj denarja, kot je v resnici ta operacija, kot v resnici stane. Mislim, da je mogoče izvor vseh težav tudi v tem, da so mnogi programi podplačani in na to že leto opozarjajo vsa vodstva. Hvala lepa za vaše vprašanje. Sem res vesela, da imamo in
na nek način vsebi zadovoljna, da imamo take dobre strokovnjake, take dobre zdravnike, ki opravljajo take zahtevne operacije v Sloveniji, zato da imamo pacienti možnost se zdraviti v Sloveniji in da nismo napoteni kam v tujino, ker zagotovo bi to še dražje bilo. Je pa tako, kar se tiče teh transplantacij, mogoče je tudi to za pogledati, koliko je takih transplantacij v Sloveniji. Vseeno to ni vsakodnevni pojav in mislim, da to ne bi smelo v taki meri vplivati na poslovanje UKC Ljubljana. Se strinjam, da nekateri programi so podplačeni, tudi ZZZS je rekel, bomo zadeve pogledali na novo in mislim, da zadeve za prihodnje leto že popravljajo in zadeve že pregledujejo, prečiščujejo. Še enkrat pa ne izgovarjati se na res tiste nujne primere, se mi zdi z vodstva strani UKC-ja mogoče mal neprimerno, ker vseeno teh primerov ni množično, to ni urgenca, ki je vsak dan polna, kjer ljudje čakajo po 12 ur na obravnavo. Tukaj so vendarle take specifične zadeve in ki zagotovo, prepričana sem danes, ne vplivajo v veliki meri, vplivajo v nekaj odstotkov na trenutno izgubo, ne pa v celoti. Ker podobne zadeve delajo tudi v UKC Maribor, pa imajo 3,3 milijona plusa, veste, in poslovanje pozitivno. Se pravi, mislite, da bi moralo to vodstvo odstopati zaradi tega? Lejte, to je stvar vlade, pretekle izkušnje, kot sem omenila, Danijel Bešič Loredan je pozval bivšega direktorja, da zaradi izgube je moral odstopiti, nastavili so novega, tudi nov svet in seveda, nenazadnje tudi ljudje smo pričakovali, da bojo seveda bolj sledili nekim uspešnemu vodenju, pa se je žal izkazalo, da temu ni tako. To pa je zadeva vlade, kaj bo naredila. Jaz samo govorim in mi samo opozarjamo na dvojna merila v politiki, če se nekih zadev ne bo spremenilo v samem načinu vodenja. Žiga Bonča, TV, na dolgotrajno oskrbo me še zanima, zdaj ljudje bodo v kratkem dobili odločbe, kako vidite korake na tem področju? Vsi vemo, Slovenija je edina evropska država, kjer dolgotrajna oskrba še vedno ni, bom rekla, v polnosti zaživela, imamo neke osnutke, neke malenkosti delujejo. Napovedano je, da naj bi začeli ljudje dobivati odločbe, seveda to pomeni ponovno nek nov davek se obeta, ljudje bojo mogli začeti plačevati dolgotrajno oskrbo. Tukaj sem lahko rečem kritična do načina uvedbe samega dolgotrajne oskrbe, kjer se ni iskalo nekih zunanjih virov možnosti tudi preko kakšnih evropskih projektov, ampak zgolj in samo obdavčitev delavcev, kmetov, gospodarstva in enostavno bremena so za ljudi vedno težja. Zanima me še komentar na anketo Medijane, ki je bila objavljena v Delu, kako vidite podatki pa negativno oceno dela vlade. Ja, lejte, vlada lahko rečem pogrnila na celotni črti, ljudje enostavno ne zaupajo več, od reform praktično ni nastalo nič in se mi zdi, da so predolgo časa čakali na reforme. Reforme se, kot je že večkrat povedano in tudi v Novi Sloveniji poudarjamo, delajo v prvem letu in skratka, to je posledica nedela in ukvarjanja samega seboj, kar pa ta vlada ves čas dela, na žalost in na škodo ljudi.